Pozdravljeni, z vami sem Inka in danes bomo brali ključne karte za vse tiste, ki delate neke premike naprej, ker čutite, da bi bil čas nekaj spremeniti, pa nekako ste v nekem oklevanju in niti ne veste, kam ali pa kaj narediti za naslednji pravi korak. Gre se za to, da greste v pravo smer. In da vidimo, pogledamo bomo na ključna sporočila. No, vzemite, pa če verjamem, da to sporočilo vas je res najdel takrat, ko vam je namenjeno, pogledamo pa recimo tako čutam za naslednjih nekaj mesecev. Pa da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo, tebi, ki tole poslušaš, kaj je zate ta trenutek res pomembno, da ozavestiš, veš, da nekako ponotraniš in da nekako dobiš notranje zavedanje in vedenje, kam greš. Dajmo pogledati. Prvo sporočilo je stvarjenje. Zavedaj se, da se vsak dan v tebi rojeva nova energija, ker ti si povezana s plodnostjo in obiljem. Se pravi, vse je možno, dobesedno vse je možno. Zdaj pogledamo naprej. Ti, ki tole poslušaš, si boginja, seveda, če si moški, si Bog tukaj na zemlji, ti si ženska, ki ustvarja. In ti se zavedaj, tvoja moč je v ljubezni in skozi žensko milino je tvoja naloga, da siješ na svet. In ti si mati, ki Bogu pomaga pri stvarjenju novega. Se pravi, na nekem področju te vodi tvoja duša, tvoj višji jaz skozi to, da začneš ustvarjati. Svet prežima z milino, mehkobo in veseljem. Bodi usklajena z ženskim in moškim principom. No in zdaj, če pogledamo prvo sporočilo. Se vprašaj, na katerem področju nimaš usklajenega moškega in ženskega principa. Se pravi, mnoge ženske so tako, da ni dovolj varno biti ženska in je bolj varno biti v taki moški energiji, najuriš, športa, dvigovati uteži, tekmovati. To je moška energija. Reševati, biti v glavi, pač biti v moški energiji. Po drugi strani pa, ženska energija je pa tista milina, je ustvarjalna energija, je nežnost. In zdaj pogledajte svoje življenje. Na katerem področju mogoče vas je še strah biti to, kar ste, recimo biti ženska, se izražati kot ženska. In vam je mogoče bolj varno se izognem kakšni zadevi oziroma biti bolj v moški energiji. Pač sami presodite se že ta trenutek, veš, na katerem področju je tako, to je pa področje, ki tako, mi ni dobro. No, tisto področje zahteva mečkan pozornosti in mečkan zdravljenja. Zdaj pa pojdimo pogledati naprej. Naslednje sporočilo pa je, tvoja zavest se širi in dviga na višjo raven. Tukaj je karta kristali. Kristali so povezani z višjo vibracijo. Mogoče si poišči ne toliko lahko kristale direktno, da ti pomagajo dvigovati vibracijo, bolj pa občutam neko kristalno energijo, ki ti pomaga dvigati vibracijo. Zdaj pa kaj to pomeni? Lahko je to, ne vem, kristalno bistra voda, Soča, ne vem, kristalno morje. Se pravi, nekaj, kar tebi vpliva na to, da se počutiš boljš, da se umiriš, da se povežeš s to energijo, ker narava pa je usklajena z energijo stvarjenja, z moško in žensko energijo. Se pravi, narava sigurno je v centru. Zato je tako pomembno, da pogledaš, na katerem področju še nisi usklajena in da iščeš pomoč, podporo tam, skozi tisto, kar ti dviga vibracijo. In zvoki in angelske sfere. Angeli te vodijo tja, kjer je zate najbolje. Bodi usklajena s simfonijo srca in narave. V osnovi smo pri istem sporočilu, ne skozi kristale. Najdi mir v naravi, najdi tisto simfonijo v naravi, to zvočno kopel, ki je. Ker če poslušate samo ptice, če poslušate žuborenje potoka, če poslušate šumenje morja ali pa pihanje vetra burje, vedno je neka simfonija, ki se odvija zadaj. In to pomeni, da ta simfonija ti pomaga napolniti tvoje celice. Zvok te očiščuje, zvok ti odstranjuje blokade.
Narava je tempelj, ki je prežet z nežno glasbo, žuborenjem potočka, šelestenjem listja, žvrgolenjem ptic, bučanjem valov, žvižganjem burje, dihanjem morja. Bodi usklajena z zvokom narave. Narava čisti tvojega duha in tvoje telo. In zdaj spet naslednje vprašanje. Kaj ta trenutek, kateri del narave kliče tvojo pozornost? Kam te kliče? Da mogoče greš k neki vodi in samo sediš tam. Pa mogoče za začetek sama. Da sama poslušaš to žuborenje. Da sama se usedeš k morju in poslušaš to dihanje morja. Kakor smo obkroženi z drugimi ljudmi, mi slišimo, sicer beseda gre njihove dihanje, ampak predvsem njihovo žuborenje, njihove besede. In pogosto so drugi ljudje na drugačnih vibracijah, kot smo mi. In zdaj seveda, kako grejo energije, ne? Če si predstavljate, če imate v prostoru hladno in ta trenutek je zunaj pač toplo, odprete vrata, sigurno se bo segrelo tudi notri. In ravno obratno je čez zimo, ko je zunaj hladno, se pravi so nižje temperature, v prostoru višje temperature, odprete vrata, se izenači temperatura. In to pomeni, če imate višjo vibracijo, nekdo, ki ima nižjo vibracijo in ne dela na osebni rasti, vi se boste avtomatično spustili na to isto vibracijo. Zato je tako pomembno, da najdemo v poplavi tega dogajanja okrog sebe čas, da smo sami s sabo, da gremo delati stvari sami, da se usedemo sami, da se lažje povežemo s svojo energijo oziroma da se napolnimo z energijo narave. Naslednja, božanska podpora. Podpirajo te vse svetle sile, ker ti si ljubljeni otrok stvarstva. Čarobni samorogi, vilinska bitja. Tukaj je karta, na kateri je Triglav. In prav ta trenutek te podpirajo vse svetle sile. Dovoljuj, da pomoč pride v tvoje življenje preko ljudi, dogodkov in naključij. Ko prosiš za pomoč, jo tudi dobiš. Naj vesolje in ljudje vedo, kaj potrebuješ. Se pravi, čas, da spregovoriš o tvojih potrebah, čas, da poveš, kaj si ti želiš. In še enkrat, čarobni samorogi in vilinska bitja. Bitja svetlobe te ljubijo. Pač neverjeten. Kakšne karte. Nekako celo sporočilo je povezano s tem, da imaš zelo nežno energijo. In ta nežna energija ne more obstajati, ali pa ni slišana, v hrupnem svetu. Mogoče je ta trenutek hrupen svet preveč hrupen za tebe, za tvojo vibracijo in ti nekako karte govorijo, da je ta trenutek se poveži z energijo narave. In ko si v srcu, takrat lahko čutiš čarobne samoroge in vilinska bitja. Z njimi z lahkoto komuniciraš. Svetlobna bitja delujejo skozi tebe in ti pomagajo. In spet ti si milina. Tvoje sposobnosti lahko v celoti izražaš in živiš. Se pravi, si popolnoma podprta prav s stvarstvom, ker si posebna duša, ampak mogoče se poskušaš uskladiti na neko drugo vibracijo, da bi kam pasala. Veste, vse to je zanimivo, ne? Ko poskušamo pasati v neko družino, ko želimo pasati v neko okolje, da bomo normalni. Ampak mogoče je pa čas za tvoj naslednji korak. In ta tvoj naslednji korak je povezan s tem, da tebi pripada sreča, ker si jo ne zaslužiš, ampak to je tvoja rojstna pravica. Ne da zaslužiš si ljubezen in zaslužiš si izobilje vsega dobrega, ampak to ti pripada. Pripada ti ljubezen, pripada ti izobilje vsega dobrega. In lahko narediš samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. V osnovi sporočilo je, da ti ni treba nič kaj pretirano delovati, zato ker tako kot voda, ki je zajezena, ko se dovolj vode nabere, voda najde pot. Ali gre okrog ovire, ali gre pod oviro,
ali poruši oviro, v vsakem primeru voda najde pot. In tako je v tvojem življenju. Niti treba veslati, niti treba delati, dovolj je, da samo pač delaš to, kar rada delaš. In da se ne trudiš preveč, kako bi mogli biti, da bi, ne vem, kdo že bil zadovoljen, oziroma da bi poslala v nek okvir, ki sploh ne veš, kdo ga je postavil. Da bi tako mogli biti. Dajmo zdaj naprej pogledati. Kaj ti naprej še stvarstvo sporoča za tebe, ki tole poslušaš sporočila? Čakate silovit preboj naprej. Silovit. Se pravi, to je nekaj, na kar nimaš niti vpliva, zaradi tega, ker ti tvoja duša poriva naprej. Ampak to, kar ti kot duša pa delaš, je pa to, da se osvobodiš tega, kdo ti kikirika, kdo ti govori, kako bi bilo treba, zakaj bi bilo treba, kako vsi ostali delajo in kaj že. Se pravi, je čas, da se osvobodiš njega bremena, ker vse ta breme se ti pa nalaga tukaj gor na rame. In če občutiš breme na ramenih, če občutiš tako težo, zategnenost, mogoče se malo stres, mogoče tako kot, veste, jaz gledam naše kokoške, kako se one skupajo. Grejo in se zagrebejo noter v pesek, ker je to njihova kopel, in potem, ko vstanejo, se samo tresejo in so skopane. Zdaj, ne vem, če boš točno na isti način ti delala, ampak če poslušaš, ali pa če te kliče, ja, mogoče pa celo da glino daš na sebe, pa ko bo tisto se posušil, pa bo šlo stran. Ne vem, nekaj boš morala narediti, da to odluščiš. Ali pa mogoče kakšna zdravilna molitev dekodiranja, ki je povezana s tem, da kakšno stvar odstraniš. Potem pa, kako sebe ti doživljaš. Jaz tole karto razlagam kot na ta način, da ta ženska ima plašč in da na nek način želi spadati v okolje. Po drugi strani pa lahko to karto razlagamo, da je ona čisto zadovoljna ta trenutek, da je ogrnjena v ta plašč in paše v to okolje. Ampak, ko bo čas, bo ona razgrnila plašč in tukaj zadaj je pa čisto drugo oblačilo. Ko bo čas, se pravi, ko bo čutila, da se ne zliva več z okolico, bo samo odgrnila plašč in pokazala, kdo je. No, zdaj pa dajmo naprej pogledati. Prav je, da imaš ljudi okrog sebe, ampak so različni od tebe. Je prav, točno tako je, kot je ta trenutek prav. In če ima nekdo roza frizuro, ne jo pač ima, v redu je. In če ima nekdo kakorkoli, vse je v redu. Gre se za to, da tvoja duša gre naprej. In zdaj, če pogledamo to karto, je pa preobrazba. Se pravi, je to nekaj, kar je povezano s tvojo dušo, da pride do čistega preporoda Feniksa. Feniks, vemo, da je ptica, ko pride požar, ta ogenj v ognju izgori in z tega ven pride nova ptica. Se pravi, notranji preporod. In ta notranji preporod, ko luščimo okrog sebe tisto, ali pa v sebi, vse tiste prepreke, enostavno s tem delamo korake naprej. Zaupaj, da te bo tvoja duša vedno popeljala naprej, sigurno. In spet je prišla karta obstoj. Poglejte, vedno, ko berem karte, pride tale obstoj. Vedno. Se pravi, sprav se v tako mirno energijo, da ne glede na to, kaj nekdo reče, te ne more več spraviti izven ravnovesja. Da ne glede na to, kar pride, ostajaš v centru. Lahko te majčkeno zamaja, ampak ne padeš. Te ne podre. Se pravi, da te sodbe in obsojanja, mnenja drugih ljudi enostavno ne morejo več nikamor več spraviti. Zato, ker si v svojem centru in ti samo si, tako kot si v redu. In kvantno polje. In tukaj je pa že povezan s tem, da pričakovanje opazovalca določa končni rezultat. Se pravi, tvoje pričakovanje določa končni rezultat. Zdaj pa skozi kaj gremo pač ta pričakovanja poglejmo. Seveda mi pričakujemo to, kar je vgrajeno v nas, kar so starši vgradili v nas do 6. leta starosti, vse to, kar smo poslušali do 6. leta starosti. Pač to je nekaj, kar si je duša izbrala, točno tako družino. In zdaj poglejmo svoje življenje do 6. leta. Kaj se je takrat dogajalo v vaši primarni družini?
kakšna čustva so bila, kaj se je dogajalo, mogoče, ne vem, je bila mogoče kakšna velika sprememba, se je zgodila kakšna bolezen v vašem življenju, se je zgodil, ne vem, šli ste mogoče v 1. razred, kako ste doživljali to veliko spremembo. In stvari so dozorele v vašem življenju. Se pravi, vse to, kar se vam dogaja, je povezano z zorenjem vaše duše in zaenkrat najdite strast v običajnih stvarih. Se pravi, to, kar delate vsak dan in vam polni baterije. To je zaenkrat dovolj. In ko boste to naredili, ko boste v tem centru, se bo pa naenkrat zgodila neka sprememba. In bolj kot boste v centru, vas ta sprememba ne more pomesti. Prihaja pa hitra sprememba. Moška energija prihaja v vaše življenje. Ali pa kombinacija tega, da vi v sebi uskladite ženski in moški pol. Ampak v vsakem primeru prihaja na tako... Jaz bom zdaj razlagala, kaj čutim. Da ko boste vi tako močno v centru, bo prišel en usklajen partner v vaše življenje, pa je lahko to na poslovnem ali na osebnem področju. V vsakem primeru je pa to povezano s preporodom vaše duše in povezano, zdaj ta čas je še zdravljenje vaše duše. No, in tudi tale karta, lejte, tudi ta je že zadnjič prišla, pač okolje, ki ga imate, je povezano s tem, da mogoče občutite, da napašete glih v to jato ali pa med to čredo, da ste majčkeno drugačni in to je točno tako, kot je prav za napredek vaše duše. Zdaj bomo pa vzeli še tele karte in da tukaj zdaj pogledamo, tukaj jih bom pa 5 potegnila. Se pravi, za tole dušico, ki posluša tale video, za naslednjih, zdaj pa gremo že tam na jesenski čas, se pravi, če boste tudi kasneje gledali tale video čez 3 mesece, kaj je tisto, kam vas vodi vaša duša? Izražanje, konce nekih iluzij, družinska sreča, vaše ustvarjanje in 2krat tako pogumne odločitve, absolutno polna čaša ljubezni. In to pomeni, zdajle polnite svojo čašo ljubezni. In potem prihaja družinska sreča, prihaja čisti preporod, temelji, stabilnost, točno boste vedeli, da ste tam, kjer je prav za vas. In zanimiv, 2 viteza ste prišla, vitez izražanja, vitez palic, se pravi zdaj, če pogledam pogum. Vitezi so povezani z čisto energijo, s pogumom, zdaj mi gre čez malteški vitezi, se pravi nekdo, ki je branil pravice, ki je bil, veste, tisto, ki ima dobro srce. Se pravi, prihaja v vaše življenje nekdo na osebnem ali na poslovnem področju, ki je povezan z ljubeznijo, z ustvarjalno energijo, s pogumom, čistim srcem in vsekakor zaključuje se vam obdobje iluzij, onkraj iluzij, nič več lizo, kako bi bilo, če bi bilo. Zato te 3 mesece porabite za to, da napolnite svojo čašo ljubezni, radosti in pa boste videli, kako vam bo življenje prinašalo vse na dlani in boste videli, vse okrog vas se bo spremenilo, ampak vsekakor tisto, kar se bo spremenilo, je za v vaše dobro, tisto, kar po čemer vi hrepenite, samo do takrat uživajte v vsakodnevnih stvarih in boste videli, življenje vam prinaša darila, samo niso še tukaj. Tako da kar potrpežljivo, pogumno naprej, predvsem pa polnite vsak dan svojo čašo. In moje vprašanje za vas, kaj ste danes naredili, da ste napolnili svojo čašo ljubezni? No in to delajte vsak dan. Napolnite svojo čašo ljubezni in boste videli, kako naenkrat začnete sevati čist drugo energijo okrog sebe. Tako da uživajte, predvsem v tem, da polnite svojo čašo ljubezni. Uživajte.